V šentjernejskem hramu kulture so pred dnevi gostili prvi del letošnjega regijskega srečanja otroških gledaliških skupin v pripravi novomeške območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Med 15 na območnih srečanjih uprizorjenimi predstavami jih je bilo na regijsko uvrščenih 8. Zelo ponosni smo, da smo bili lahko gostitelji. Skupaj se je predstavilo preko 170 mladih gledališčnikov z zelo različnimi temami, vsebinami, ki nekako zanimajo mlade ustvarjalne ljudi in pa seveda njihove mentorje. Tako da je publika, ki se je danes ogledala to srečanje, imela priložnost videti oziroma najti prenekatero rešitev, ki se poraja v otroških oziroma mladostniških mislih. Danes je bilo zelo glasbeno, zelo gibalno, pa so tudi druge odstopale od tega. Vedno se vidi, da je odvisno od starosti skupine, s katero temo se ukvarjajo, videti enako pripadnost gledališkim krožkem strani otrok ali in mentoric in mentorjev, tako da mene to vedno znova navduši. Z izjemo učencev grmske osnovne šole, ki so predstavo uprizorili v Šentjurju, se je na šentjernejskih odrskih deskah tokrat predstavilo 7 gledaliških skupin z Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Osnovna šola Boštanj se je na današnjem srečanju, na regijskem srečanju otroških gledaliških skupin predstavila z 2 predstavama. V eni predstavi je bil naslov Težišče, drugi pa Fork. V obeh predstavah nastopajo devetošolci, fantje in dekleta. V eni skupini v bistvu nastopa 5 igralcev, v drugih je pa 11. Predstava Težišče v bistvu govori ravno o tem, da nas nekaj teži in da potem iščemo tisto, kar nas teži. In tako skupaj nastane težišče in v življenju ves čas iščemo težišče in poanta vsega je, a ga res kdaj najdemo. Predstava Fork pa v bistvu povzema besedilo Ivana Cankarja Bobby in vključuje zraven še segmente recepta o krofih iz kulinarke Pikanet in nam daje neko ogledalo, kakšen je današnji svet potrošništva in kak je bil svet včasih, ko pa mogoče nismo imeli tako zelo veliko, kot imamo mi danes. Predstavili smo se z gledališko igrico Vodna vila in čistilčki, to je ekološka zgodba o čiščenju vode. Nastopalo je 13 učencev, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet umetnost na osnovni šoli Dolenjske Toplice. Na to igrico smo se pripravljali v bistvu od začetka šolskega leta. Srečujemo se enkrat tedensko na redni uri pouka, kjer smo ustvarjali, najprej smo spoznali zgodbo, potem smo se pogovarjali, kako bi jo uprizorili, kakšne rekvizite, kostume in zgodba je počasi nastajala. Mi smo se predstavili s priredbo slikanice Majhno težavo imam, je rekel, ki smo jo priredili in postavili v današnji čas. Govori pa predvsem o tem, kako nismo slišani in kako stvari mislimo, da rešimo z materialnimi stvarmi. Nastopa 11 otrok oziroma 12 otrok, to so predvsem učenci 7. razreda in 2 učenca 8. razreda, ki se z gledališkim odrom letos soočajo prvič. To so otroci, ki obiskujejo izbirni predmet gledališki klub in v bistvu na začetku leta sploh niso vedeli, pred kakšen izziv bodo postavljeni. Zato je to za njih bil res gledališki krst, bom rekla. Predstavili smo se s takšno najstniško predstavo z naslovom Ljubezen boli. Glavna oseba je najstnik, ki je nesrečno zaljubljen in da bi osvojil to svojo ljubezen, začne trenirati judo. Drugače pa krožek obiskujejo torej učenci od 6. do 8. razreda letos. Radi ga obiskujejo, lahko rečem, res so takšni vestni, odgovorni, vedno pridejo na vaje, ko rečem. Tako da jih glede tega res lahko pohvalim. Jih je kar 16, tako da s 16 učenci je kar zahtevno narediti predstavo, sploh če želiš, da je to kvalitetno. Ampak zgleda, da nam je letos uspelo. Tako da, ker smo se pač uvrstili tudi na to regijsko srečanje, edini Belokranjci, na kar smo še posebej ponosni. Mi smo nastopili z igro Reševalna akcija. V igri nastopajo učenci 4. in 3. razreda. Je 14 zagnanih igralcev in igralk. Z njimi je super delati in smo se predstavili z eno kratko igro, 10-minutno, pri kateri seveda imamo tako fajn temo, poučno. Učimo o tem, kaj in zakaj je sonce pomembno za nas in da je pomembno tudi prijateljstvo.
Poučna rdeča nit zgodbe je bila značilnost vseh uprizoritev. Na morebitno uvrstitev na državno srečanje namreč pomembno vpliva tudi sama sporočilnost predstave. Absolutno, jaz zelo gledam skozi to perspektivo, kakšen je izbor teme in obravnava vsebine. Zato, da ni nekritičnih obravnav, mogoče nekaterih stvari, ki so lahko zapisane v nekih dramskih delih, pravljicah, kar je treba vedno, kar se gledališča tiče, sopostaviti z današnjim trenutkom in časom in malo kritično pogledati. Predvsem zato se mi zdi pa tudi pomembna izbira vsebine, ker ne samo, da jo gledamo gledalci in je to neko sporočilo, s tem se v bistvu te mladi ljudje ukvarjajo, 4 mesece, 5 mesecev, kolikor se na krožku srečujejo do premiere. Torej je to neka tema, o kateri se tudi pogovarjajo in jaz trdno verjamem, da gledališče je nek prostor, ki odpira vsebine, dialoge in tudi tabuje. Vsi mladi nadebudni gledališčniki so se pri izvedbi uprizoritvenih zamisli in podajanju zgodbe odlično odrezali. Otroci se za te gledališke dejavnosti radi odzivajo, mnogi ostajajo več let, nekateri pač ugotovijo tudi po krajšem času, da mogoče to ni za njih, ampak tisti, ki pa ostanejo, pa se preko različnih iger v bistvu učijo javnega nastopanja, pogumno odru, to, kar v današnjem času ni čist vsakdanje, da stopiš na oder in pred publiko sploh kakšno domačo nastopaš. Tako da ja, samozavest, urjenje spomina, delovanje v skupini. Vse to se učijo na teh gledaliških uricah. Srečo sem imel, da so bili zelo zagnani, oziroma da so še zmerom zelo zagnani, imajo veliko željo po nastopanju, daje jim pa, upam, da dobro popotnico za naprej v življenje, da se bojo upali izpostaviti takrat, ko bo to od njih zahtevalo življenje. Šentjernejsko je bilo sicer tretje v nizu 14 regijskih srečanj otroških gledališčnikov. Ponavadi je tam 5 predstav oziroma razpon je malo različen od regije do regije, tako da vsega skupaj tam 70 predstav do 80 bom videla, potem pa se jih na državno srečanje uvrsti do 15 predstav. Ki si jih bo moč ogledati 4. in 5. junija v Kamniku.